Dobro jutro. Včeraj nisem nič posnela, ker sem se bolj kot ne cel dan družila z bivšimi sošolkami, pa pol še z Andrejo. Pol sem prišla domov in sem se mogla spraviti pa začeti delati in pol je bila noč in pol sem šla spat. Zdaj pa končno sem se naspala, od četrtka že sanjam, da se naspim. Še Mika je vedela, da se hočem naspati, ker me ni zbudila. Sem spala, mislim, da 10 ur ali celo 10 pa pol. Ne 10 ur. 10 ur sem spala. In čudim, kako sem malo zabuhla, tako da sem dala zdaj te za potočnjake. To je pa tako maska. Sem Millerju kupila. Je to 1 ali 2? Ful sem vesela, da sem se naspala, ker sem ugotovila, da jaz pač ne funkcioniram, če ne spim. En dan še gre, pol je pa katastrofa in sploh nisem imela fokusa nič. Tako da sem nujno to rabila. Spet odpade bazen, smisla, da bo danes bazen, zato ker je pač zadnji tak vroč dan. Ampak nisem imela cajta zmontirati video pred. Jaz sploh ne vem, kaj se bo danes dogajalo poleg vloga. Jaz bi rada, da kaj poleg tega naredimo, ampak bomo videli. Najprej bom začela montirati, pol pa, ko bom lačna, bom si nekaj naredila za jesti. Vmes bom pa posteljnino dala oprati, kot sem rekla, je danes še tak vroč dan, 31, in se bo posteljnina hitro posušila in bomo zvečer že imele frišno. Dobro, gremo montirati. Kaj, ljub? Kaj pa je? Vem, mi kaj rabi pozornost. Montirala sem 5 minut. Ampak sem na 2 minuti 40 videa, tako da pomeni, da v 5 minutah že kar nekaj zmontirala. V glavnem, Mika hoče pozornost, tako da bomo šle preobleči pojslo, pa se bom tem igrala, oziroma sleč pojslo. Kaj, Mimi? Se bomo igrale? Poglejte to navihanko, ona se skrije, pol pa mjavka, da jo moram najti. Kivaj si. Kivaj si. Nisi spana, okej. Gremo dalje. Evo, 3 ure pa pol sem rabila, da sem vse zmontirala v smislu, brez da sem kaj dodala, neki ful teksta ali pa glasbe, to še pride, tudi intro moram narediti, pa outro, pa muziko dodati. Tako da bom rekla, to je zdaj ono surovo montiranje, zato sem porabila 3 ure pa pol, zdaj pa predvidevam, da bom še 1 uro rabila za vse ostalo, ali pa še sličico mogoče 15 minut, rečemo uro 15. Ampak ja, to glavno je narejeno, zdaj moram pa sam skozi se iti, video je dolg 42 minut, moram pa iti skozi se pač, kje pride muzika, pa pol sproti, ko muziko dodajam, se še odločam, kaj bo šlo v ta intro. Probam sproti dati v intro, ampak včasih tako ne odpadem, ko montiram, da pozabim in pač imam zdaj samo tak 3 videe v intro, to ja, moram iti skozi cel ta video. Pa še tekst dodati, kjer je treba, vse kar gre, ampak pač jaz navajena, da ko montiram v enem kosu in to je to in pol se sprostim. Dan sem pa vmes kar neke druge stvari delala, ampak je okej, pač, ker res se nisem rabila ono sili, da vse v enem kosu naredim, ker sem danes fraj. Tako sem rekla, 1 uro mi je vzelo za muziko, za intro, ampak je konc, zdaj ga bo lahko končno izvozim video. Pregledala ga bom pol, ko bo že izvožen. In pol sem še sličico naredim, tako da to je to. Ček, sem tu zdaj nekaj zgleda črno. Ne, mislim, da ni. Ok, 39 minut, skoraj 40 je dolg. Pogosto vprašanje, katerim programom montiram z DaVinci Resolve.
tukaj ga imate. Sličice za YouTube videe pa naredim kar v Canvi. Včasih sem upravljala Photoshop, še vedno včasih moram Photoshop uporabiti, če hočem kaj izrezati. Ali pa recimo kar uporabim na računalniku ta urejevalnik, zato da lahko recimo zbrišem ozadje. In ja, ful enostavno. Ampak v večini kar sam vržem slike v Canvo, pa jih tam tudi urejam, kar se tiče svetlobe pa tega, kaj se gleda. 5 ur 8 minut, rečemo, da je približno prav, ampak vmes malo pauzirala, malo ne. Ni slabo, moram priznati, glede na to, da je 39 minut dolg video. Edino, kar še moram počakati, je, da se naloži, pa pregled, da je vse ok, tako da to pa zdaj še delam. Ful imam teh malih paradajzov in sem se odločila, da bom naredila neko omako iz njih. Ene par jih bom sem dala na stran, te ko še niso čisto. Pač niso še zrele, no. Pa ene par jih bom zadaj za solate pustila, tako da, ja, ostalo bomo pa naredili omakico. Bom bolj to z paličnim bomo malo zmiksala, da bo bolj te gosto. Zadnjič sem si za popestritev kupila te kolke, testenine in zdaj bom še feto, ene pol fete bom dala v to omakico in to bodo moje testenine. Ok, jaz bom nekaj te omake dala v en ta glaž, zato ker imam ziher preveč za večino testenin danes, tako da bom imela pa za en drug dan. To je zdaj ful vroče, tako da se bo tako samo zaprlo in pol dam v hladilnik, pa imam za naslednjič, ko hodla ga jesti. Tu bom pa zdaj vmešala testenine. Dan. Jaz sem se zjutraj dobila z Andrejo v BTC in smo šle po par trgovinah in zdaj sem prišla nazaj in šla sem še v paketomat, ker so me končno čakale lučke. Izgledajo dosti iste, kot pa one prej, edino da imajo tukaj te hakličke, da lahko obesiš gor. Sicer jaz nimam zdaj kakih haklov, kam bi to obesila, ampak dejansko kul ideja, če bi imela one ta male prozorne, sam jih nimam, tako da bom kar se lotepo, tako sem tudi one prej naredila zaenkrat. Mislim, da bi mogle biti iste, ko one prej, oziroma piše 3x3 metre. Videli, če so kaj daljše, visoke, nima veze. V glavnem, zdaj moram pa pogruntati, kam bom jaz to vtaknala, no tu, kjer šteker bom jaz uporabila. Spet imam lučke in te so ful bolj, so bile skar malenkost predolge, tako da jih nisem smela čisto raztegniti, oziroma malo jih bi še lahko, ampak tako vidite, da so niso čisto ravnene, če bi čisto ravnale, bi bilo ful too much in ja, pa so cute in delujejo. Posolimo, da voda odteče,
oziroma, ja. Poli bom pa stisnila. Kaj ljub? In kaj joka zdaj? Šele si jedla, veš? Ja, ne moš spet jest. Feel shorty. Evo, to je zdaj zmozgano. Jaz bom dodala 2 jajci. Najboljše je dati kak svež peteršilj, jaz sam si nimam cajta se s tem ukvarjati, plus moj peteršilj še ni čisto pravi. Tako da bom dodala suhe začimbe, pa malo moke. Sem pa že dodala sol, tako da soliti več načeloma ne rabim, sam še popram. Evo pa česen. Evo, bučke so končane, zdaj bom pa zraven v bistvu sam grški jogurt jedla. Voda, to je to. Puzli so tudi pripravljeni. Jaz sem pripravljena, pa gremo. Vem, da bo dober dan, ko najdem Mikino brčico. Da vam povem glede mleka, kako se je obneslo. Drugač v redu, sam, malo me moti, ker je tak sladek po okusu, tako mleko brez laktoze, na to me spominja. Ker pač itak ne nima skoraj nič maščob, oziroma 1 gram maščobe ima. Ima pa 11 gramov cukra, sem pogledala, mleko brez laktoze ima 12, 1,5 ali kjer imam, ne vem. Tako da po okusu mi ni nekje najljubši in mi ni vreden toliko denarja, tudi zaradi beljakovine. Ampak sem rekla, za foro probam. Ampak če hočete dodatne beljakovine in če vas ne moti, da ima sladkast okus, je to super. Tako da jaz sem zdaj nazaj na navadnem mleku. Vidite, kaj to pomeni? Kruh bomo pekli! Moj drožje, enkrat sem ga nahranila v poleti. Že skoraj malo umr. Ja, nekaj takega mora izgledati. Lahko to bolj na gosto naredite. Sicer ta glaš zna biti malo premali. Se odločila, da bom prestavila to, zato ker nimam nobenega praznega višjega glaža. Moram kupiti enega, ker oziroma olive bom počasi porabila, tako da za tokrat bo to čist ok. Bom tu dala neko folijo čez, ker ko naraste, bo to čist ponorelo. Oh my god, spomnila sem se, da me še en paket čaka. Jej! Sem mokra, še dobro imam šlape brez okna, tako da, ja, zabasala sem zdaj moj cider paketcem. Vam pokažem, koliko dom prijem, kaj je. Ok, sem čist mokra in še dobro, da imam fitness oblačila, ker se hitro posušijo, ampak imam noge, roke, vse imam mokro. 5 minut prej bi šla, pa bi bilo vse drugačno. Še dobro, nimam kakve frizure, make-upa, tako nisem šla čudovita v fitness, ampak ja, zdaj sem še malo manj čudovita. Čist sem zdražena od tega. Žal. Sem si make-up zraven prinesla, da ko prijem domov, sem pripravljena.
Evo, fitness je bil uspešen, zdaj pa sem še trgovino skočim, pol pa domo in bom v bistvu že spravljena, sem spravljena, tako da prišla sem po to mucku tudi, ker mi je ena od vas, Karin, poslala, da jih imajo. In če se spomnite, prejšnja leta sem si vzela druge, mislim, da mene 4. Oh my god, cute. 2 duhca, ki na ognju pečeta marshmallowse, wow. Pa daj, kako cute. Led hiška je. Oh, wow. Kjer svečnik. Eto, no, cute. Ker je to že kozarci. Oh my god. It's my lawn. This is Halloween. Onega se vliva, tako da pač tukaj ostalo nekaj cveta. Gledala Halloween zadeva. Ok, gremo se fokusirati. Prišla sem po okvirje in zdaj moram prave velikosti izbrati, ker on je bil premali. Evo, hitro kosilo iz ostankov zadnjič. 2,5 burcev mi ostale, to sem pa iz mrzovalnika vzela, pa omaka sem na hitro naredila, tako da tortellini, sirve, piščanc, buče in kremna omaka. In moja Mika, ki rabi pozornost. In jaz, ki mi je zelo vroče, ampak ja, imam glih minuto do 4. Ok, skoraj 6 ur kasneje se javljam, ker sem kar končala prenos v živo, tako da zadnjih 6 ur se ni nič dogajalo v mojem življenju, razen delo. In prej nisem imela cajt, da vam pokazati moje naročilo iz Sajdra. Pač, vem, da je to tako zelo specifično in drugačno, ampak mi je tako všeč za jesen in zimo, pa tudi pomlad, pač to je tako cottagecore zadeva, pač tukaj imaš ta teddy, pol imaš te patchworkse, torej te posebne teksture in vzorce, tudi material je drugi. In pol imaš tukaj še okrog to čipko in mi je zelo všeč in to je v bistvu ful tak, pač tako skoraj tako neka jakna, tako da je lahko pullover jakna za res one zimske dni oziroma za zun hoditi in tak posebni kos je, bom rekla. Komaj čakam, da začnem lahko pullovere nositi, ker sem naveličana teh poletnih oblačil, pa te prevelike pullovere, kot ti visijo na tebi, tako tega. Zdaj ta vem, da je ful tak nišni pullover, ker je pač kot Halloween, ampak v bistvu ni nujno, da sem za Halloween, ampak to bom si tak večino doma nosila. Ker jaz si tak največ cajta preživim doma, mi je to cool. Pol pa nam še pokažem Halloween zadeve, ful dobre stvari so imele. Najprej ta hiška iz lesa, da jo v bistvu najprej jo sestaviš, pol jo pa še pobarvaš. Jaz bi sicer te stene mogoče malo bolj na temno pobarvala, recimo temno zeleno ali pa sivo. Ostalo mi je pa kar všečno barvno, tako da možno da bom po svoje malo pobarvala, tako da to bo definitivno stvar za prenos v živo. Bom tam to delala. Pol pa lani nekako nam ni ratalo med ono tradicionalno rezanje buč in letos bomo probali to narediti. Tako da sem kupila te servetke, krožnike, ko imamo vedno kakšne te tematske sladice, hrano. In pa ta cel set balonov, pač 5 € za ta Happy Halloween napis z bučkami. Pol imaš to Grilando, pol imaš pa še te balone. Pogledajte tega, ko ima duheca, ker pač what? In sem rekla, to bom moram vzeti in to bom ziher uporabila ali za ozadje, za livestream ali pa tudi za rezanje buč. Danes mi je nekdo na tem prenosu živ napisal, ful mi je všeč, da si pri svojih letih še vedno tako navdušena nad stvarmi in slovno. Čekaj, a je to zdaj hec, kao da sem stara? Po drugi strani je bil mišljen kot kompliment, ne, da ko smo starejši, doskrat zgubimo to iskrico, doskrat zgubimo to navdušenje ali pa ta občutek za igro, da smo lahko malo hecni, da se lahko malo imamo fajn tudi zaradi takih brezveznih stvari, ko so lahko otročje komu.
ni treba, da smo zagrnjeni, pa samo negativno vidimo. To je moj point, se to o tem sem že večkrat govorila, ampak včasih se moramo opomniti. Ne pusti, da kdo odzame iskrico, ne pusti, da ti kdo reče, da moraš biti pa resen, pa zagrnjen, pa jezen na cel svet. Ne. Itak niso samo stvari materialne, to zdaj govorimo o materialih, ampak tem jaz sploh. Včeraj sem ležala v posli in sem bila tako prav od sebe, noč sem se smejala in čutila to zadovoljstvo, ko je dešel, knjigo sem brala, v sveži posteljnini sem bila, pač take male stvari v življenju nas osrečijo. Včasih malo večje, včasih je kakšna stvar, včasih ni stvar, je nekaj, kar ne moreš kupiti. V glavnem, če odpreš oči, vidiš marsikaj lepega, če se tako odločiš. Tako da, grem se zdaj umiti, pa brati, pa spati, verjetno. Poglejte tole vodico. Poglejte tole vodico. Kako živa ona. Verjetno že veste, koliko je ura, ko se tu pojavim s tem obročem. Hidrogel eye patches imamo dansko zgleda, tako ena solata. Kao, da se zbudiš. Mika, spet misliš, da je priboljšek? Ni, povohi. Cute, je se dobro zapakirane. Kaj pa je tu vmes? Danes je tak fajn dan. Mislim, nič posebnega ni, ampak kruh pečem in to me tako srečuje. Zdaj bom delala puzle in poslušala knjigo. Jaz sigurno reč berem knjigo, ko pa jo poslušam, ampak včasih so recimo te knjige, ko so za osebnostno rast in te bolj poučne knjige, so fajn za poslušati meni. No, danes nič od tega ne delam, ampak poslušam knjigo One of Us is Lying, torej En od nas se laže, od Karen M. McManus. Mystery, thriller, predvidevam, oziroma bolj mystery. Zato, ker bi rada to čim prej prebrala. 100 strani sem na Kindlu prebrala, zdaj trenutno poslušam, ker hočem multitaskat. Včeraj sem že začela poslušati na tej aplikaciji Audible. Jaz imam ene par knjig na tej aplikaciji, tako izgleda, da vam pokažem. Tukaj, ta znakec, čekaj, da zaprem. Dobila sem free trial in pa imaš knjige grem in jih lahko poslušaš, oh my god. Glavnem, tukaj imaš, lahko napredaš, itd. Audible, če vas zanima. Jaz imam zdaj ta free trial za 30 dni, ko dobiš eno knjigo na mesec, si lahko na nek način sposodiš, pol pa lahko imaš tudi premium, ko dobiš kredite in si lahko z enim kreditom kjerkoli knjigo kupiš. Point je, da jaz sem si zanj šla kupiti eno fizično knjigo, zato ker bi rada naredila en tak
bralni vlog za angleški kanal oziroma ko nek maraton, da cel dan berem. No, za tisti dan hočem imeti fizično knjigo, ker se mi zdi, da je bolj zabavno, bolj tak, pač fizične knjige so še vedno fizične knjige, ne. In si jaz kupim to One of Us is Next od te avtorice in smo ok, sliši se dobro. Ne vem, kako nisem videla, da so 3 knjige v seriji. Jaz to kupim in pol ugotovim, da je to nadaljevanje oziroma sequel. Pač fora je, ti lahko to posebej bereš, sam če hočeš prvo knjigo prebrati, ti bo ta knjiga mogoče pokvarila prvo zgodbo, ker se pač eni karakteri pojavijo v tej knjigi. Ne vem, če hočem z drugo knjigo začeti, ker pač prva je tudi pa je ful dobra, prva je bila tista boom, ne, od te avtorice in sem rekla, ok, bom prvo knjigo najprej čim prej prebrala, da lahko se pol te lotim. Drug teden enkrat imam to maraton. Zadnje dvojne te eye patches so taki bolj, tako lepilo je bilo, pač ful se ti prilepi gor. Kruh lahko ven vzamem, oh my god, in pa moram čakati. Čakati, da se ohladi najtežji del. Tako šipa, lačna sem, ampak zdaj pametem, ko čakam, da se mi kruh ohladi, jaz tam cote perem, brisače pa to na 90, pa bom puzle delala in bom knjigo zraven poslušala. Ok, dajmo kruh iz pečice in pol gremo na puzle in poslušanje knjige. Perfekten. Ni ga čez nedeljsko vrtanje. Ne vem, kaj se je včeraj zgodilo, ampak nisem mogla do skoraj 2:30 zaspati, kar je čist mimo, tako zdaj spim. In ko sem se smela budilko kao ob 10, da se vsaj malo naspim, ampak sem se sama zbudila prej, plus Mika me ob 4 zbudila in smo čisto v globokem spancu in me čisto iztirala v glavnem. 5 minut moram iti streamati, da se moram iti šel popraviti, pa v bistvu še postaviti do konca. Ni idealno, da sem zaspana za prenos v živo, ker je več v živo, pa hočem, da imam dobro energijo, ampak se bom zbudila. Keks bom pojedla, pa še eno kavo si naredila po moje, tako da. Evo našemu Draganu dodajamo teksturo. Malo je že suh, ampak v bistvu za te detajle je glih prav. Se ne preveč, v bistvu, da ni preveč občutljiv na dotik. Zdaj imam take teksture kot neka golfšokica ali pa mozoli. Da bom imel tako kak krokodil oziroma, ja, pač hočem teksturo, ker nočem, se mi zdi, da pač ne more biti gladek, a ne. Zmajeva koža more biti malo bolj taka robustna, tako da. V bistvu je to orodje za delanje nohtov, ne za delanje nohtov, ampak za risati na nohte ali pa kakšne pikice delati in sem ugotovila, da bo to ful prav prišlo pri teh teksturah.
kakšen big stretch, ko je to, poglejte, to kvašiko malo. Kobasa ritkasta si ti. Jutro, ponedeljki so tak meni ful zabavni, ker lahko nov urnik za cel teden naredim in si ga splaniram. In ne vem, ta teden imam ful potrebo, da vam kažem, kako jaz te zadeve delam, tako zadnjič, ko sem vam malo za montiranje pokazala. Ne gremo v podrobnosti, ker to bi lahko bolj posebej video zato naredila, kar pa se mi zdi, da ne jih vseh zanima. Ampak tudi, če ne vse razumete, vseeno lahko vam povem, a ne? To montiranje, delanje urnika, pa karkoli povezavi z prenosom v živo, ko moram kaj naštimati, ker danes imam kar nekaj stvari, je tak bolj tehnični del, računalniški del. Urnik je meni ful zabavno delati. Jaz ga naredim na 3 mestih hkrati, torej na Discordu, kjer začnem ponavadi, pol na Twitchu in pol naredim še v Canvi takega cutija, takega lepega, to kdaj za pogledati. Zdaj, če ne vedete, kaj je Discord? Evo, to je Discord. Discord je v bistvu tak aplikacija oziroma program za skupnost, lahko bi rekla, da je podobno Teamsom ali pa Slacku. Tukaj mi je fajn, da lahko imam napisane te lokalne čase zraven, kdaj začnem, ker pač jaz imam mešano publiko, torej moja skupnost prihaja iz vseh koncev, iz različnih časovnih pasov. Jaz lahko napišem, da začnem ob 4, to nobenemu nič ne pove, razen če so iz Slovenije oziroma tukaj centralne Evrope. Tako da z neko spletno stranjo jaz še dodam te lokalne čase, torej pač meni kaže ob 4, ker je to moj lokalni čas, kdorkoli pogleda ta urnik vidi svoj lokalni čas in se mi zdi, da je ful uporabno. Tako da tukaj pol napišem pač po dnevih, kdaj kaj delam. In pol zraven dodam lokalni čas, pol pa še dodam povezavo do Twitcha, kjer je pa itak zavihek urnik, schedule, kjer pa tudi isto, pač moram vsak stream posebej dodati, zdaj nimam še nobenega, gremo nazaj, recimo, kdaj sem streamala, in pol ti kaže tukaj, kaj delam, kjer je dan, isto tvoj lokalni čas. Tako da prej naredim tega, da se odločim, kaj bom delala, pol grem na Twitch, pol na koncu pa Canvo naredim, ker Canvi pa ni lokalnega časa, ampak vseeno naredim to za Instagram, pa tudi za Discord, ker je tak hiter pregled, kaj delam ta teden, bolj vizualna. Če si bolj vizualni tip, je tisto, da vidiš, kaj bom delala, bolj čas pa si pogledaš pač na drugih zadevah. Tako da to mi ponavadi ne tako pol ure vzame, recimo. Zdaj pa gremo na Twitch, Painting Watermelon, skopiram emoji, damo kategorijo Art, ob 4 p.m, rečemo 4 ure, to je danes. Pol jutri imamo Diamond Painting, tole zaprem, damo diamant, Painting, NI preveč, oziroma na napačnem mestu. Isto Art, to lahko, oziroma ne, to je Makers and Crafting. Kategorija torek, Gemstone, gledam 4, 4, 4, 3, 11, 12. 4, 4, 4, 3, 11, 12, ok. Painting, dam painting. Jigsaw puzzle, Wednesday off, Friday. Zdaj moram pa izmisliti se movie night. Oh my god, Žage, nisem že gledala 100 let. Ta je tak disturbing in se mi zdi, da je perfect slasher summer movie. Zdaj ustvarili en dogodek. Kva ona dela, ne se pa še v to. Greš pomoč? Ja, pa ni tu. Tu je odprtina, čakaj. Kaj pa te trga? Ker letnik je ta so 2004.
sliko. Sem že toliko teh urnikov narejenih kot pač prejšnje, ker pustim, zato ker mi bolj prav pride, da naredim vse na novo delati, sploh nam te jesenske, ko sem si enkrat naredila, da si naredim še enkrat, vse včasih kaj spremenim, pol tu imam za poletje, imam take bolj neutralne. In ne bom delala z umetno inteligenco teh urnikov, ker so ogabni. To je itak pač ni čist moj dizajn, ampak nimam cajta, da bi vsakič na novo delala urnik čist, da bi sama risala v te zadeve, tako da to bo čist cool. Zdaj iščem tega iz prejšnjega tedna, zato ker se dosti stvari ponavlja. Tako da ne rabim zdaj na novo vse iskati, samo malo moram premetati stvari. Ok, če imaš elemente ob strani in jih lahko iščeš, ne vem. Watermelon. In pol jaz te pač, ko so zastonj iščem, ker trenutno nimam premium kanve, ker se mi zdi, da ne rabim zdaj. Nič takega nisem delala, mogoče pol, ko bom spet naredila kak nov intro za YouTube, da bi lahko to naredila. Zdaj pa še na Instagram story, pol dam v highlight. Imam highlight za urnik, tako da lahko pač, ko je story mimo, lahko grejo v highlight pogledati. In da dam link do mojega Twitcha. To je na mojem drugem Instagram profilu. Ni še objavljen, tako da moram počakati. Pol pa še iz teh highlightov odstranim z prejšnjega tedna. Pol imaš tu pač schedule. To je to. Zdaj imam pa še par tehničnih stvari za zrihtati, ko ne bom razlagala, ker ni tako pomembno, pa predolga zgodba, bi vam mogla druge stvari razložiti, preden vam to razložim. Nekaj moram programu naštimati, pa neke stvari še dodati. Tako da to naredim, pol pa naredimo zajtrk, ker danes moram biti fitness, ura 10. In rečemo, da to naredim, pojem zajtrk, kavo pa, da se mi prebavi, preden da grem fitness. Upam, da ob 11. It's my party, I will cry if I want to, cry if I want to. Ok, 1 uro sem zdaj za te tehnične stvari porabila. Mi je malo žal, da nisem jedla pred, da bi se mi zdaj že malo poleglo, ampak sem čisto napadla. Gremo zdaj narediti zajtrk. Moram pa tudi drožje narezati, pa ta zmrzovalnik. Kot ponavadi sem nek postranski projekt začela delati in imela sem brisače, ko sem jih včeraj oprala in jih nisem imela kam dati te velike in sem rekla, celo omaro oziroma kopalnico bom organizirala, vrgla stran, kar ne rabim, kar je preveč oziroma tako da imam zdaj tu kar malo lufta še, lahko še kako brisače dam. Tu sem se skozi dala, zdaj ne izgleda neki ful dobro, ampak tam imam plac, tu imam plac, to je bilo vse prepolno. Malo sem pregledala, kje imam kaj, te jesenske božične serviete sem si dala tako po vrsti, da pač tako jih rabim. Zdaj imam še navadne tukaj spredi, pol počasi bo jesen, pol zadaj imam božične, še 2 velike brisači, ja, in se mi je sprostilo placa, tu se mi je malo placa sprostilo. Te stvari so pa tukaj iz potuša, ker moramo prati to
držalo, ki ga imam pri tušu in ja, skozi vse predale sem šla pač, kar je nepotrebno. Ne uporabljam tega projekt, ki sem ga imela na seznamu, ne danes, ampak je narejeno, to je to. Evo, tukaj se jaz poslavljam, upam, da ste uživali. Jaz zadnje cajte tako ekstra uživam v vsem, kar delam in mogoče kak korak več naredim, ko ga prej nisem v smeri, ne vem, stanovanja ali pa tako nasploh bolj sebe poslušam in upam, da se ta moj občutek tudi opazi in da uživate tudi vi. V glavnem, hvala vam za podporo in se vidimo naslednji teden. Čau!